Živijo, moja filipcologa. Pika pa Leona, ne? Ja. Jaz sem slišala, da vaju zanima vse o Emi. Zato me veseli, da sta danes prišla, da se bomo skupaj sprehodili do Studia 1, kjer se zdaj že tretji dan pripravljamo na Emo. Ema je pa eden naših najpomembnejših glasbenih festivalov in verjetno boste videla veliko zanimivih in fajn ljudi. A bomo videli Aljo? Aljo boste videli. Pa Majo Kevc. Majo Kevc bo tudi tam. Evo, pa smo tle. V studiu zdaj že poteka generalka, zato moramo biti vsi zelo pridni in tihi, ker je stvar zelo napeta. Jutri bo glavna prireditev in so vsi že rahlo živčni, zato jaz predlagam, da gremo mi čisto potiho noter in vidimo, kaj se dogaja. Se pa dogajajo še zadnji popravki. Neighbors say we're troubled, well that time hath passed. Peering in the mirror, no, that isn't me. Stranger getting nearer, who can this person be? Tole je Marjetka, ona je ena izmed letošnjih naših tekmovalk, skupino Maraja, tako da jaz predlagam, da jo kar izprašata. Zakaj si se sploh prijavila na Emo? Zato, ker je to eden največjih festivalov pri nas, pa ker sem želela predstaviti svojo skladbo, pa sva poslala pesem na razpis in vesela sva, da so jo izbrali. A znaš besedilo na pamet? Ja, znam besedilo na pamet, ne smem kaj preveč razmišljati o besedilu, ker če razmišljam, potem se lahko kaj zatakne, tako da, ko začnem, si kar prepustim, pa kar besede same pridejo iz mene ven. Jaz tudi, če sem v šoli kako pisnico za oceno načiti, če preveč razmišljam, se velikokrat zmotam. Ja, tiste nauč na pamet, pa sam srcem povej, pa bo najboljši. Draga Maja, naša dva filipcologa, Pika in Leon, sta te zelo želela spoznati in ene par stvari pa vprašati, tako da upam, da imaš trenutek časa, da jima lahko odgovoriš. Veselje. Kdo bo začel? Kako je bilo, ko si zmagala na Emi? Ko sem zmagala, je bilo v meni eno veliko veselje. Temu so sledili zelo naporni dnevi, ogromno intervjujev, ogromno neprespanih dni na začetku, ampak velika slika je bila pa zelo fajn. Super izkušnja in mi je tudi malo spremenila življenje. Kakšno vlogo imaš pa letos pri Emi? Letos sem pa v žiriji z Darjo Švajger in pa Tinkaro Kovač in kar se tiče treme, imam mogoče malo manj, ker ne tekmujem. Po drugi strani pa imamo kar težko nalogo zaradi tega, ker moramo zbrati dva super finalista. Tekmovalna pesem je Misunderstandings in Alja in Nenomela. Maša, kje smo pa zdaj to? Zdaj smo pa prišli že v režijo. To je en čist drugačen prostor, lahko vidite že na prvi pogled, da je tukaj veliko bolj mirno. Je pa sicer režija zelo dolga, tamle se bosta lahko v tišini sprehodila in bosta videla režiserko Urško Žnidaršič, ki skrbi za to, da so vsi kadri tako, kot morajo biti. Samo da vidim za prehod za pol, okej, dobro. Lahko bi on bil tudi gor, da greš iz te.